Dejan, Ana in Jeger. In to jutro. Evo, to je to. Toti 3 dnevi med prazniki so mimo, Dejana ni bilo, mi pa smo preživeli. Bravo mi. Preživela sem jaz. Ja, to je dosežek, poleg vaju. Ko je čisto v redu je bilo. Tina, kako se je tebi zdelo? Kar se meni tiče, je bilo super. No, da je bilo. Nas smo Je se premalo bilo. spet smo se danes imeli, malo smo opozorili, kaj morajo ljudje delati, če bodo danes kurili kresove. Imeli smo spet svoje glasbene želje, pa nasploh smo se imeli. Jaz mislim, da so pred vami kvalitetne minute programa. In poslednje je Če pa si vse Kanaja, zdaj povem, če si vse naštel. Dobro, te pa greste danes večer v Rušelj pa v Lovrenc, ker jo Jeger igra na bobenček. Tako je. Pa gremo To bi še povabili. Gremo na praznike zdaj? Gremo na praznike. Dobro jutro. Dobro jutro. Ana. Oj, kaj? Jaz se moram iskreno opravičiti. Meni? Ne tebi, ne vem, zakaj bi se tebi. Ja, vse za to. Ampak profesorju Križaniču. On je pri nas glavni za muziko in ker nobenega od šefov ta teden ni na radiju, sem se jaz z njim dogovoril, ti lahko to potrdiš, da lahko tu pa tam uturimo kako svojo glasbeno željo. Ja, dogovoril. Pač zjutraj si ga budil, pa ti je rekel, delajte kaj čete. Pazi, upravičiti se mu moram ravno zato, ker sem ga očitno v teh 2 dneh, ko sem ga zjutraj klical in zbujal, spravil taki stres, da me je danes zjutraj sam poklical. A z njim si se pogovarjal prej? Ja, pazi to, imam posnetek. To ti je radio, prosim. Halo? Profesor Križanič. Jeger? To sem jaz. Oni z radija, ne? Oni z radija, ja. Sodelavec tvoj. Preden me kliče spet, delaj kaj, če samo pusti me spat, prosim, lepo, ja? Če tak ne spiš zdaj? Glej, zdaj bom zaspal v sekundi, samo ne me klicati. Te bom poklical sem. Nekaj naredil, dobro? Ok, ajde. Evo. Priseži, da te sam poklical. In to že ima par minut prej, ko bi ti njega klical. Ja, res je. Tako da profesor Križanič, oprosti, pojdi zdaj še spat za te pol ure. Se te ne sliši več, verjami. Ja, verjetno, res ne. No, kakorkoli, dajmo zdaj še malo svojih noter poriniti, da bo preminilo, tako da Ana razmisli, kaj boš imela, pa dobro jutro. Ok, dobro jutro. Ana in Jeger želiva dobro jutro. Dobro jutro. Pa tudi Tine Križanič se nama je pridružil. Tine, dobro jutro. Dobro jutro. Iz katerega filma bil komad, zdaj, prejšnji? Kjer komad pa je bil sploh? The Power of Love. Ja. Nijam pojma. Ja, sorry. Zdaj bi vas, ker mogo... Vse bi vaju vrgo, samo bi pomogel jaz delati, tako da vrgo vaju nem. Back to the Future. Back to the Future. Okay. To pa sem gledal, samo se ne spomnim. Ja, slabo si gledal. Ja, dobro, ok, samo pazi, Tine. Nekaj ti moram povedati, zgodilo se je in jaz imam slabo vest. Ne, ker danes, ko nisem več hotel gnjaviti tvojega brata, profesorja Križaniča, če bi si lahko vrteli svoje komade. Samo si ga vseeno. Ne, hujše se je zgodilo. Danes ga nisem hotel več gnjaviti, ker se mi zdi, da me ima kufer že od decembra, ko sem gnjavil z božičnimi komadi. No, pazi, danes zjutraj je poklical sam, pazi, to poslušaj. To ti je radio, prosim. Halo? Profesor Križanič. Jeger? To sem jaz. Oni z radija, ne? Oni z radija, ja. Sodelavec tvoj. Preden me kliče spet, delaj kaj, če samo pusti me spat, prosim, lepo, ja? Če tak ne spiš zdaj? Glej, zdaj bom zaspal v sekundi, samo ne me klicati. Te bom poklical sem. Nekaj naredil, dobro? Ok, ajde. Evo. Sam je klical, da kaj misliš, da sem ga res... Boljše. Bioritem si uničil ta teden. Viš, da sem ga v taki stres spravljal? Ful te bo za slabega sovinjona ti bo dal zapit. Dobro, ampak gled, danes še imamo ta pes, kar se glasbe tiče. Tako da Tine, ki si ravno prišel, kaj bi ti imel danes, da dam noter? Da ti dam noter? Slabo vprašanje. Kako me to sprašuješ? Jaz bi odprl vse skup z malo bolj dance ritmi. Ja, bravo. Tako pa te ne. Tak ni dobenega, ne. Tako tisti, ko pa smo, pa ne, lahko malo migamo tudi, ne. Tako si je rekel. Mogoče bi šofera v avtobusu prosil, če ne miga zraven, ne. Ker vseeno je avtobus. Ok. Se spomni ta, kak
nisem zahotel, da tako, Remember Me, se spomnite, Remember Me? Ja, se te spomnimo, pa tam. Blue Boy, to je, mislim, da iz leta 96, če se ne motim. 97, takrat še nista plesala, vidva, po diskotekah. To pa ne. Tako da, to bi si jaz zaželel. Okay. Ana, Tine in Jeger in želimo dobro jutro. Dobro jutro. Kaj funflo? Pozdravi, dobro jutro. Dobro jutro. No, tako. Podaljšan vikend je pred nami, imate kakšne plane? Ne. Ja. Kam greš? Kaj? Kam greš? Ne grem nikamor. Kakšne plane pa imaš? Ne vem še, samo zagotovo imamo neke plane. Doma ni samo še prav, nisi bil veš. obveščen. Samo že nisem bil. Ja, dobro. Nisem obvestil prebral še. Sicer pa profesor Križanič je v 2 mojih budnicah danes zjutraj poklical sam in rekel, da lahko z muziko oziroma s programom nasploh delamo kaj čemu. Tako da, Ana, imaš kakšno glasbeno željo, ki ti jo lahko mogoče dobri striček, matiček s Pohorja. Sekunda, ker zdaj sem glih idejo dobo, zdaj bi mu lahko vrnil, ker si ga res grdo 2 dni, Ja. pa bi to svojo pleh muziko pripelal ob 6 zjutraj dol na Jutri? Gregorčičevo. Pa mu pravo budnico reči za spleh, samo za tebe. Jutri imamo pa mi že Zasedanje v Rušahih. Ja, bi mogel. Lovrenc, ob 6 začnemo, Na pa pol ene 8 ur igramo, ne, tako da. 8 ur? Kdo te 8 ur rabi, da se zbudi? Ja, pa ne moreš, ne, se pa Hvala Bogu, da Bob ne igraš, ker nije suhih ust. Ja, to pa nimam, ne, hvala Bogu. Tako da, Kaj lahko zdaj, da bi Ja, daj glasbeno prosim, že je lepo. Ena game over bi imela za začetek. okej, daj. Ja, ne čakaj, no, zbrala sem si njihovo prvo in največjo uspešnico, s katero so se kot skupina prvič predstavili javnosti na Viktorjih 9. marca 2002. Spet smo torej malo v obdobju popstarsov, Game Over, Sebastian Powerke, Bebop, tako da ja, pubeci še malo nastopajo okrog po Sloveniji. Nazadnje smo se videli na Popstars Reunited v dvorani Tabor lani jeseni, tako da vsa dekleta milenijske generacije, dajmo na glas. Game Over in ubila si del mene. Vse nastope pa menedžerko Tako. lahko to ne. In želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Ali bi vidva, Ne. ok, pazi, da vprašam, no. Ali bi vidva znala iz papirnatega krožnika narediti torbice ali pa ne take priročne žepke? Sem te Kaj rekel, nas da ti ne. sprašuje? No, a bi znala? Ne. Ne, Ana, ti si že 3-krat Ne vem, odgovoril. zdaj Ja, pa točno, te mogla bi preči. probat, no, ne Ne pa vem. sprejmi moj odgovor, ne pa da bej gledaš. Fajn Ne. bi bilo, jaz bi povedala, samo fajn bi bilo, če bi mi kdo pokazal, pol bi znala. Ok, no pa lahko, Dobro. lahko gresta oba danes v Lahko domu greš ti. ustvarjalnosti mladih, lahko jaz grem tudi, ker tudi ne bi znal, ne? Pa se bomo kaj novega naučili, sicer pa to ni vse, kar danes pripravljajo na Zvezi prijateljev mladine Maribor za naše najmlajše. Sara Irvan Kolar, povej. Pa bomo pripravili takšen zanimiv lov na zaklad oziroma pester počitniški športno obarvani dan. Vkolikor bo vreme lepo, bomo to izvedli v mestnem parku, sicer pa bomo raziskovali naše prostore v Domu ustvarjalnosti mladih. Za konec počitnici bomo pripravili tudi krajše gledališke predstave, skratka vsak dan so otroci izdelovali lutke in pripravili nam bodo krajše lutkovne predstave, da nekako zaokrožimo te počitniške dneve. Zanimivo, lov na zaklad. Ja, meni je to tako joj misteriozno, ne? Res je. Sicer pa danes delavnice od 8 do 16 ure, vse informacije dodatne pa so vam na voljo na zpm-mb.si. Pa dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Moj oranžni brat Ed Sheeran in Azizam na totem radiju želimo dobro jutro. Od sile je priznal, da je oranžen. Dobro jutro. Je valjda, tako v sebi vprit lahko obrne, to je oranžen, ne? Ko pa mu ne pa še pa kdo je oranžen. Dovolj o moji oranžni barvi. Je kaj. Vidva sta danes že imela vsak po eno glasbeno željo, tako da sem jaz na vrsti. Dobro. V redu? Tretji dan smo le dosegla, da ni sam sebi prve dal, ne? Je dobro, ok, v redu. Ampak bomo pa zdaj slišali komad enega svetovno znanega benda, ki sem ga jaz prvič slišal v živo. Torej od vseh svetovnih bendov je bil ta prvi, ki sem ga jaz poslušal v živo. Bilo je, mislim, Čuki. v enem. Ne,
Ne. Niso bili čuki, vse ti bom povedal. Bilo je pa tam, mislim, da v enem drugem in tretjem letniku srednje šole. Je pa pesem, ki jo bomo slišali, govori o zapleteni in nepredvidljivi, nekoliko nevarni ženski, ki močno privlači glavnega junaka, hkrati pa mu povzroča težave. Ne? Besedilo opisuje odnos, kjer je ženska skrivnostna in manipulativna. Ne, ni, ok? Ne? Gre za taki tipičen motiv usodne ženske, ki ga pogosto najdemo v rock glasbi. Ne? Ne samo v rock glasbi, tudi če gremo tu zdaj malo za vogel, najdemo kakšne take. Tudi pri čukih. Pri čukih tudi? Ja, veš, krokodilčki v očeh. Krokodilčki v očeh, nevredo je. No, to pesem so leta 1971 je posnela skupina Deep Purple. Tako da, če sta perajt. Da si pripravljen za praznike? Ja, seveda, pazi. Strange kind of woman. Dejana ni, ker je na dopustu, smo pa tukaj Ana, Tine in Jeger in želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Četrtek je danes, podaljšan vikend je pred nami. Ana, imaš ti recimo kako glasbeno željo, zato ker je glasbeni urednik profesor Križanič rekel, da itak lahko delamo karkoli hočemo. Ostalih, ki bi pa lahko rekli, da ne smemo, pa tak ni, ker imajo dopust. Mam. Ok. Ne, jaz sem vedno rekla, Nimam. Te pa gremo dalje. Daj poslušajte, imam eno, ki je podrla 7 Guinnessovih rekordov. Čuki. In sicer ne, vključno z rekordom za največkrat pretočeno skladbo na svetu, najbolj gledan glasbeni videospot na spletu in prvi video, ki je na YouTubeu presegel 5 milijard ogledov. Vse to so čuki? Ne. Dosegla je tudi zgodovinski, poslušaj, uspeh na Billboardu. Bila je prva pesem v španskem jeziku po Macareni, torej prva po 96. letu, ki se je zavihtela na prvo mesto ameriške lestvice Billboard Hot 100. Torej. Že vesta? El Crocodiles. Daddy Yankee, Despacito, halo. Los Crocodilos de los Ojos. Daj mi Despacito. Ok. Hitra jutranja igra. Tine, nekaj ima za nas. Ja, jaz imam, ker to uživam vedno, ko vajo ovi muči, ne, vedlin. Te pa sem rekel, zakaj ne bi še jaz, pač včeraj smo imeli... Zdaj, če misli biti taka podla, ko včeraj, ne, te brez veze. Ni bila podla. Pač nisi izkazala znanja, jaz pa... Ja, ker ga nimam. Imamo zelo preprost kviz je, nič komplikacij, nič neki 5 vprašanj. Takoj moraš odgovoriti, sekundo imaš časa, da odgovoriš. Je to. Dobro. Ana bo prva, ker je pač dama. Kaj mora biti pravilno odgovor? Ali... Ja. Ne. Zakaj bi te igrali? Vprašanja so splošnega znanja. Zakaj bi igrali kviz, če so... Ne, ali bo mogla... Lahko zbereš generalna vprašanja, lahko pa imaš filmska vprašanja. Ne, generalna. Ja, dobro. Si pripravljena? Ne, nikoli dovolj, samo daj. 1 sekundo imaš za odgovor, to so tote na hitra, nemo nekaj... Ti googlati moram. Gremo. Pripravljena? 3, 4. Koliko barv ima Maurica? 6. 7. Kateri planet velja za modri planet? Modri? Rdeči je Mars, kaj te vem. Katera žival ima največje oči na svetu? Zemlja. Katera žival ima največje oči na svetu? Muha. Katera barva nastane, če zmešamo modro in rumeno? Zelena. Koliko ničl ima milijon? 6. Ok. Ja. Torej 1, 2. Kako se te na zemljo, nisem spomnila. Zemlja je modri planet, Maurica ima 7. Katera žival ima največje oči? Veliki ligni. Res? Muha. Ja, no, v primerjavi z velikostjo telesa ima ful velike oči. Dobro, v redu. Ker lign zdaj tudi nima oka, veš, kaj mislim? Oka je. Lign latinsko pomeni oka. Generalni jeger ali filmski? Generalni. Si? Daj. Koliko krat lahko ošteješ 1 od 100? 99 krat. Koliko src ima hobotnica? 3. Iz katere države izvira krompir? Iz Kolumbije. 4. črka grške abecede? Delta. Kje smo, če stojimo na španskih stopnicah? V Rimu. Dobro. Rim si imel prav, delta si imel prav.
krompir izvira iz Peruja, ne iz Kolumbije, pobotnica ima 3 srca, od 1 od 100 pa lahko enkrat odšteješ. Ja, pa je 99, pa več ni 100, ne. Joj, pa moj bog. Ja, pa sem imel 3, prav enega več kot ti. Ja, v redu. Tako da prav, ja, čakaj. Čakaj na naslednji tek. Stoj. Tako da... Zdaj si bodo veliki bučni aplauz. Ja, to, samo malo torej, razglašam zmagovalca, Jegerte za enega šibno. Kar pomeni, da boš ti na lila. Kaj bom? Kakva lila? No to pa je tudi kar... Na lila, pa kaj s tobo? Ne vem. To pa je tudi kar zmagovalna kazen, tako da kar pa dajmo malo muzike zdaj. Dobro jutro. Dobro jutro. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kaj pa dej? Kaj bi rad? Če si pozdravil... Tako, ko smo zjutraj. Evo, če si še tako pozdravil, da še pa me eno glasbeno željo. Ja, veseljem. Evo, daj. Nič ne mi rekel, nobenega nikamor ne silim, da ne bo kdo narobe razumel. Če pa komu paše, kako bi rekli kolegi, ko voli, nek izvoli. Jaz bom pač malo užival zdaj, pa verjamem, da marsikdo. Taki dan je. To. Ožeži. O, Tine. O, servus. Dobro jutro. Dolgo se že nismo pozdravili. Kak je? V redu, kak si ti? Pa čuj. Si gledal včeraj petkovo drugi polfinale Lige prvakov? Sem gledal. Ni bilo tako zanimivo kot prvi polfinale, ne? Samo 1-1 pa še to spenalo. Ja, mislim, bolj taktična tekma, za razliko od torkove, kaj je bilo pač udri brigu na veselje. Torej, to ti so obrambo tudi pripeljali. Ja, to ti so bolj kot ne samo obrambo pripeljali. Ok, dobro. Ampak, glej, bomo videli, drugi teden še bo pa tak finale, te pa pol Bayern zmaga, pa je to. Pa tako gremo na morje, pa je to. Ja, pa je že Božič, ne? Pa je že Božič, ja! Do takrat pa ena, ko sem jo prebral, sem rekel, ok, samo jaz se tega nagrem, ne. In sicer znanstvena študija je ugotovila, kako si človek, recimo tudi moškega vzamemo za primer, kako si zniža raven kortizola. Že zakaj, ne vem, zakaj to ne sme biti. Je povišano, verjetno ni v redu, ne vem. Skratka, kak se... Da se z svojim prijateljem zatakne na telovadbi? Ne, tako bile. Cartanje z prijateljem najboljšim. Resno? Pač, da se objemaš, da se, pač, ne vem. To ti je, mislim, ker kortizol je dežurni krivec za stres, drugače, ne? Eno se torej to znižuje. Zdaj se z Jegerem objema, jaz ne vem, če bi mi to dol kaj šlo, ne. Lahko pa probama, pridi. Ne, čakaj, bom jaz dal muziko, pa... Si? Jaz grem ven. Ne, nisem. Pridi sem. Ne, vidva skr naredita. Pridi sem. Te dni ni odgovornih na totem radiju, so na dopustu. Profesor Križanič, glasbeni urednik, pa nam pusti, da z glasbo delamo, kaj hočemo. Tako da jaz vam zdaj v tem trenutku eno glasbeno željo. Pripravita se na, po mojem skromnem mnenju, najboljše besedilo v slovenski popularni glasbi. Čuki. Ne, to ni žabica, tam se žabica je skrila od čukov. Ni to. Ne poznam. Ne poznaš, no, evo. Krokodilčke samo. Ok, no in tudi ta ni, ampak je to pesem, ki se pravzaprav začne tam, kjer se v življenju vse konča, oziroma tam, kjer se... Pri krokodilu, evo. Ja, kjer se življenje pravzaprav konča, ampak ni to pri krokodilu. Pol pa gre vse nazaj proti začetku, tako da res poklon pubecom iz Rogatca za ta masterpiece. Gre pa za visoko pesem od skupine Midva, pa če sta perajt. Normalno, za Midva sem jaz vedno perajt. No, bom vse eno dal, Midva pa pač eno. Jaz sem. Dajta poslušati besedilo. Dobro jutro. Dobro jutro. Ja, dobro jutro. Dejana ni je na dopustu, ker pač... Dejana. Ja, Dejana. Dejana. Ja, Dejana. Probaj reči. Se Dejana, no. Ni, ker mora odpočiti to pač telo, no.
malo kosmato Kaj si telo. htel reči? No, kako si ti htel reči? Saj je on rekel. Mislim, jaz sem rekel pač samo telo, Ti se pa strinjaš, ne? Malo kosmato. pa staro. No, to sem te čakala, se smedla, da boš to rekel. Ana in Tine želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. 30. april je danes, ko bodo zagoreli številni kresovi, tako da čez 2 tota huda hita tudi o tem, kako poskrbeti. Ti hodiš danes, greš na kaki kres? Grem na 2. Če je špila, spleh bando. Ja. Lovrenc Danes Koruše. v Lovrencu na gasilskem poligonu postavljajo prvomajsko drevo in godba zraven. Ne, hotel sem samo povedati, da bi te lepo prosil, če se ne zadržuješ v bližini odprtega ogna, ker ni primern dan, ker gre kar nekaj z tebe vun, pa ne bi zdaj znal eksplodirati, veš? Ok, bom se držal tvojega nasveta. Ja. Sicer pa tako sem že hotel povedati, prej pa me prekinjaš, čez 2 tota huda hita tudi o varnosti na kresovih, da ne bo še kaj drugega gorelo. Ja, in jaz ne bom blizu. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Tak, 30. april je danes, predvečer praznika dela. Številni kresovi bodo zagoreli danes na organiziranih kresovanjih, veliko jih bo tudi imelo privatna kresovanja in zato je potrebno opozoriti na to, da nepravilno kurjenje lahko povzroči požar ali ogrozi zdravje ljudi in okolja. Kakšni so torej ključni napotki za varno kurjenje kresov, kaj pravi zakonodaja in na kaj moramo biti kot organizatorji ali pa kot postavljavci recimo privatnih kresov še posebej pozorni, no to razlaga poveljnik Mariborske gasilske brigade Primož Osojnik. Prvo moramo že vedeti, kam bomo pozicionirali kresovanje, ker ni dovoljeno v nekem gozdu, v nekih gozdnih robih ali v nekih prometnih cestah, mogoče tudi malo stran od objektov. To je tista prva stvar. Drugo, priprava samega kurišča. Kurišče mora biti sestavljeno oziroma narejeno iz nenevarnih materialov, nevnetljivih materialov, ne smejo biti eksplozivna, tudi odpadke ne smemo kuriti. Samo kurišče naj bo obdano z nekim peskom, kamni, opeko, da ni možno širjenja tega požara v okolico. In pa tudi očiščeno v obsegu 1 metra okoli tega kurišča. No, ok, zdaj torej vemo, da ne napostavljamo neki blizu kakih zgradb ali pa karkoli, lepo ograjeno kurišče, pa 1 meter okoli in okoli mora biti pač fraj. Pa da nijemo, ne vem, naftnih sodov okoli postavljeni. To res ne bi bilo fajn. Po prižigu kresa verjetno tudi ne smemo kar nenadzorovanega pustiti. Nadzorovati se mora kurišče skozi z strani neke polnoletne osebe. Če pa gre slučajno za organizirano kresovanje, pa mora biti to prijavljeno na upravno enoto in pa tudi prisotni morajo biti gasilci, da izvajajo požarno stražo. Po končanju kurjenja je obvezno, da se ogenj pogasi in pa tudi prekrije z nekim negorljivim materialom, kot je pesek, zemlja ali kaj podobnega. Ok, so sicer kakšne omejitve, kdaj recimo kresa pa ne smemo kuriti? Če bo pihal veter, če je to neki močan veter, je prepoved kurjenja. V tistem primeru definitivno se ne sme kuriti, ali je prijavljen kres ali ni, ali je to domače, ali je javna prireditev, takrat pač kurjenja ni, če piha veter. In pa tudi, če bi bilo na katerem območju recimo razglašena večja požarna ogroženost, takrat tudi ni dovoljeno, ampak glede na vremenske napovedi verjetno ne bo prišlo do tega. Ok, dobro, torej zdaj vemo, kako pripraviti kurišče, da okoli 1 meter okoli kresa ne sme biti kaj postavljeno, kak drugi objekt, da ne sme biti nekih sodov naftnih ali karkoli drugega. To bi bilo super, ja. Hitro vnetljivega, da pač vedno mora biti 1 polnoletna oseba zraven, da pač ne preskoči ogenj kam drugam, kamor ni potrebno, in pa da recimo, če bi danes zvečer pihal kaki bolj konkretni veter, da pač ne zakurimo, da ne odnaša. Pa če vam recimo danes tašča, žena, mama ponudi, ne vem, ričet, pasul, ga pač odklonite, ne? Ali pa ne hodite blizu ognja. Upam, da je koblar doliču, kaj vse mora, ne? Ker veš, kak je on je. Tam so kar na knap, ne? Evo, zdaj vemo. Za varno kresovanje, pa dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Tine, daj povej. Samo kot zanimivo spomnim, da sem dobil sporočilo, Primož je poslal, pa je napisal, da je ful vrej, da se sliši, da ni malega Titota v službi.
To pa nismo mi rekli, to pa je rekel poslušalec, to pa ni na nas. Jaz pa pravim, kaj je Primož napisal. Vidva se pa strinja, zato tudi povedal. Malemu Josipu. Jaz mislim, da smo mi dva z Igrom tak in tak zaključila kariero na radio. To je to. Ja, to je fajn. to. Fajn je bilo. Pa je fajn pred prazniki zaključiti, ne? Bolj je tako vse eno čez praznike. Kaj še imam jaz zdaj muziko, ne? Ja, eno še imaš. Eno še imam. Ja. In zadnjo, jaz bi jo zaključil malo bolj na mirno. Okay. Bi pa tudi te pozdrave in poslal malo tu tako diagonalno čez zdravo na studence. Predsednika pa Bojiča bi lepo pozdravil. Društvo za krivice. Proti, ne za, proti. No to ja. Ok, torej pozdravi, na studence. Na studence, ja. Okay. Oni bojo vedeli, ostali pa tudi. Okay, in to je to? Ja. Te pa vsekamo še tvoje zadnje. Dejana ni, Dejan je na dopustu. Ana, Tine in Jeger pa vam želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Tote 3 dni smo okupirali našo playlisto, ampak smo tudi se z našim glasbenim urednikom, profesorjem Križaničem, zmenili in je požegnal, da lahko imamo svoje glasbene želje. Ne vemo sicer, če je bil priseben, ko je to požegnal, ker sem ga 2-krat klical, pa ga zbudil, ampak očitno je vseeno bil, zato ker me je pa danes zjutraj sam klical, pa je rekel, da ne gnjavimo, pa da delamo, kaj hočemo. Tako da, Ana, preden se vržemo v praznike, tvoja zadnja glasbena želja. Ja, Tina je prej rekel, da bo mirno zaključil s svojimi željami, jaz pa ne bi mirno zaključila s svojimi željami. Imam še eno fejst energično. Med hite jo je izstrelil med drugim tudi Neymar, ni Sevčupegu, ali kaj je? Sevčupegu. Balada. To. Ja, bravo. Balada. Bravo, Tina. Če. 5 točk dobiš nekaj po programu. Ok. Daj muziko, ajde, daj. Ja, imaš, to je to? To je to. Ok. Želimo dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo, tako, zdaj pa čas še za mojo zadnjo glasbeno željo. In pazita, to pesem je napisal, da če vama povem kdo, verjetno bosta vedela, vse ti ne mislim, da boš vedel, katera skupina to izvaja. Napisal je Jim Morrison. Ja. Ana, kdo? Kaj bi to mogel vedeti samo Tina? Ja, veš kdo? Dorsi. Pa bravo. Dorsi. Dorsi. Ja, ko sem bila mala, sem jih poslušala. Ja, ne, samo pač. No, v glavnem, ta pesem ima bolj taki pop zvok, oziroma malo bolj dostopen zvok so napisali, ne takega face psihadeličnega, po katerem so bili The Dorsi pravzaprav znani. Pesem je išla leta 1968, so pa bili znani skupina The Doors po svojih kontroverznih nastopih, recimo Jim Morrison je bil večkrat aretiran zaradi svojega vedenja na odru. Ker se je prijemal tam, ko se pa tudi ne bi smel. Marsikaj drugega delal, ne? Ja. Tako da, ja nič, če smo perajti, jaz tudi ne bom zaključil tako mirno, tako ti ne. To je tudi taka na poskok. Vredo, jaz bi se samo prosil, če ne delaš neprimernih stvari zraven. Tega ne morem obljubiti. Kmalu bo konec našega druženja 3-dnevnega, jaz sem vesel, ne? Ker malo čustven, ampak ja, zato imam pa tudi tako podlago. Aleluja! Samo da je konec, pa da so prazniki. Po moje se nisi edini oddahnu, ampak ja. In imeli smo, vse 3 dni smo malo okupirali playlisto, sicer je profesor Križanič to tudi potrdil in dovolil požegnal. Ja, bolj tak je bilo na tankem ledu, ampak vredo. Glej, zdaj tak mimo je kaj je, ampak ne, zdaj pa ali smo mi pripravljeni na to, da imamo za konec še eno skupno? Ja, jaz mislim, da bi. Ja, imamo. Imamo skupno mi? Zdaj ne vem, če vsi isto mislimo, zdaj na 3-4 bomo rekli. Čakaj, staj malo. Okay. Dajta si, dajmo se malo poglobiti v sebe. Jaz sem čist not. Dajmo razmisliti, dajmo močno razmisliti, katera je tista, ki bi si jo v tem trenutku vsi trije zaželeli. Dajmo to manifestirati in na 3-4 povedati. Smo? Smo. Ok. 3-4. Krokodilčki! Modna pista, to je prava stvar.
Dejan, Ana in Jeger. In toto jutro.